Izvršni odbor stranke Desus je že začel razpravo o morebitnem vstopu v koalicijo, ki bi jo sestavil Zoran Janković. Namestnik vodje poslanske skupine Desus Franc Jurša je pred sestankom pojasnil, da je zanj pomembno, da bo koalicija čim širša. Predsednik Desusa Karl Erjavec ni dajal izjav, naj bi pa se pred zasedanjem odbora sešel z Jankovićem. Slednji ima pri sestavi vlade velike težave. Potem, ko se je sinoči Lista Virant odločila, da z Jankovićem ne bo šla v koalicijo in da ga ne bo podprla niti za mandatarja, Janković ostaja pri 38 glasovih podpore poslanskih skupin Pozitivne Slovenije in SD-ja. Tudi če bi ga podprli vsi poslanci Desusa, bi imel zagotovljenih le 44 glasov. Za mandatarstvo bi mu zadostovalo 46 glasov, vendar sta manjšinska poslanca že napovedala, da ne bosta jeziček na tehtnici. Za družbo Aerodrom Maribor danes na javni dražbi ni bilo zanimanja. Nihče namreč ni vplačal zahtevane varščine v vrednosti 33 750 evrov. Stečajni upravitelj Preventa Globala Boris Kastivnik je poskušal družbo prodati za izklicno ceno 675 tisoč evrov, saj je družba del stečajne mase Preventa Globala. Spomnimo, Prevent Global je leta 2002 kupil aerodrom za dober milijon evrov in napovedoval boljše čase za letališki promet. Toda mariborsko letališče zadnjih 20 let samo životari. Cene naftnih derivatov v Sloveniji so se opolnoči zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se je podražil za 3,8 centa, neosvinčeni 100-oktanski za 4 cente, dizelsko gorivo za 2,8 centa, kurilno olje pa za 4,3 centa na 0,988 evra za liter. Cene bencina so tako dosegle novo rekordno vrednost. Najvišji ceni doslej se je približalo tudi dizelsko gorivo, ki je rekord doseglo 15. julija 2008 z 1,311 evra za liter. Davčni zavezanci, ki so v letu 2011 oddajali fizičnim osebam premoženje v najem, imajo do 16. januarja čas davčnemu organu oddati napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Novosti s preteklim letom ni, na voljo je le novi obrazec. Napoved je mogoče oddati tudi elektronsko prek sistema e-davki. Po uspešni največji čistilni akciji pred 2 letoma Ekologi brez meja ponovno organizirajo projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Dogodek se bo zgodil, če bo lepo vreme, že 24. marca in bo del akcije Očistimo svet 2012, ki naj bi se mu, po pričakovanjih organizatorjev, pridružilo 300 milijonov prostovoljcev po vsem svetu. Na Štajerskem je nekoliko več oblačnosti s kratkotrajnimi plohami, drugod je po večini jasno. Jutri bo precej jasno, temperature bodo od 4 do 9 stopinj Celzija, ob morju do 11. V četrtek bo pretežno jasno, v petek bo na vzhodu in severu delno jasno, drugod pretežno oblačno. V dnevniku televizije Maribor pa ne zamudite. Zeleno pohorje je pregnalo lisičke, znova bodo tekmovale v Kranjski Gori. Podjetje Almond kljub dokapitalizaciji v nezavidljivem položaju. Svoje pesmi je predstavil glasbenik, filozof, kantavtor Boštjan Narat. Bodite z nami ob 18.